skupaj na zdaj četrtem PC večeru v tej novi sezoni. In jaz bi najprej pozdravila prav lepo današnje goste. Res mi je veliko veselje in čast, da imamo tako cenjene goste, kot so današnji. Vsakič sicer gostimo izjemno aktivne, izjemno, bom rekla, reprezentativne predstavnike naše slovenske družbe, ampak lahko rečem, da so to danes res ljudje z nami, ki so izjemno aktivni, danes zelo radi rečemo interdisciplinarni, celo meddisciplinarni, tudi med ustvarjanjem in strokovnostjo in vse mogočimi pridevniki bi lahko jih opisali, poskušali jih bomo seveda na kratko predstaviti, ampak najprej zdaj en topel, ali pa čim bolj hladen v tem soparnem večeru, torej prijeten večer na vsem skupaj in seveda tudi cenjeni publiki, ki ste prišli ponovno in upam, da boste lahko veliko izvedeli in tudi prispevali k današnji temi, ki pa je nacionalna zgodovina in književnost, oziroma književnost in nacionalna zgodovina. Gre pravzaprav za spoj, bom rekla, področji, ki smo jih na nek način vsaj enega že obdelali. Imeli smo kar nekaj že predstavnikov torej literarne ustvarjalnosti, bili so tu z nami pesniki, pisatelji. Imamo v načrtu tudi eno okroglo mizo z zgodovinarji. Malo smo obrnili na glavo logiko in bomo končali zgodovino, ne v smislu zazrtosti v zgodovino, ampak želimo pokazati, da je zgodovina lahko v bistvu odskočna deska za prihodnost. Tako da nekako malo simbolike v tem, da nas ta tema zgodovinska še čaka. No, ampak danes, kot rečeno, imamo z nami osebnosti, ki na tak ali drugačen način povezujejo ti dve temi, ki sta bili tudi v določenih obdobjih dejansko zelo povezani. Že to nam bo najbrž profesor Slavšakova znala še bolje povedati, kako že od Herodota dalje ali pa še prej je zgodovina pravzaprav bila literatura in obratno. Obe področji zaznamuje metoda, ki lahko rečemo naracija, ampak naracija je doživljala tako na področju literature, kot na področju književnosti, zgodovine, transformacije, torej se je spreminjala je funkcijo in seveda tudi družbeno funkcijo je spreminjala. Torej vsakič tako zgodovina kot književnost imajo v različnih obdobjih imata različno vlogo. Določene vloge so pa stalne in mi bi se danes v okviru projekta, ki ga tu, bom rekla, obravnavamo, v okviru katerega delamo te okrogle mize, torej v skladu s temi cilji bomo pogledali predvsem, koliko sta ti dve področji in skupaj, njun spoj, koliko sta pomembni za slovensko družbo danes in morda tudi v preteklosti. Tako da, seveda, kot veste, mi vedno te teme obravnavamo tako, da želimo zelo oseben pogled naših gostov, se pravi, jih tu gostimo tako kot ustvarjalce, strokovnjake, ampak tudi kot ljudi z jasnimi stališči, ki jih kot take tudi poznamo v družbi. Tako da bi sedaj začela najprej jaz eno tako kratko uvodno predstavitvijo, potem pa prosila, da to osebno predstavitev dopolnite. Torej, če začnemo tako ponavadi kar po abecednem redu, dr. Svetlana Slapšak je, ponavadi vi ste na začetku, ampak tokrat ste vsi na koncu abecede. Tako da je doktorica antičnih študij, se pravi, že doktorirala iz tega področja in pravzaprav je na tem delala vse skozi, seveda pa je poleg področja antropologije antičnih svetov
je zanjo značilno oziroma je zelo aktivna, številna dela izdala tudi z področja antropologije spolov, ne? Tako da je redna profesorica za ti dve področji. Bila je tudi dolgoletna dekanja na fakulteti podiplomske šole, torej na podiplomski šoli ISH. Pravzaprav je ravno ta fakulteta privedla v Slovenijo, čeprav je tu seveda posredi tudi ljubezen, ampak nekako je tudi to strokovno delo doprineslo k tej odločitvi, da sta danes oba s soprogom v Sloveniji. In poleg tega, da je seveda izdala celo vrsto znanstvenih monografij, več 10, čez 20 znanstvenih monografij, množice znanstvenih in publicističnih člankov, jo poznamo tudi sedaj, tudi v sedanjem času po izjemno odmevnih kolumnah, kjer najbrž ne želi biti namenoma provokativna, ampak pravzaprav zelo, bom rekla, spodbuja. Želite tudi spodbuja naše misli in provocira na teme, ki so seveda vedno zelo aktualne. No, če grem naprej, Aleš Teger. Pardon, ne vem, kako mi je to šlo. Abecedi Sosič, se pravi, se upravičujem. Ne bom pozabil, ne bom tega prijaznosti. Marko Sosič, torej tudi pisatelj in režiser, lahko rečem, da smo ga najprej, ali pa vsaj jaz osebno sem ga najprej poznala dolgo let kot zelo uspešnega režiserja, tudi vodjo vsaj dveh gledališč, tako Primorskega dramskega gledališča v Novi Gorici, potem Tržaškega, slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Ampak, torej, poleg številnih predstav, ki jih je režiral, je tudi avtor, piše tako prozo kot igre, radijske, televizijske, in predvsem v zadnjih letih so dejansko njegovi romani zelo odmevni, bili so kar 3 romani, nominirani za 4 celo, nominirani za Kresnika in kar nekaj teh romanih obravnava pravzaprav tudi tematiko, ki je pomembna za današnje srečanje, se pravi obravnava tudi te inserte zgodovine, tudi nam zelo bližnje zgodovine, ker, kot veste, najbrž Marko Sosič prihaja iz Trsta in nam je tudi zaradi tega dragocen, tako na današnji okrogli mizi, kot tudi sicer. In mogoče samo še to povemo, da si Dani Marko posnel tudi film, Komedija Solz, ki je bil prav pred kratkim predstavljen tudi na filmskem festivalu v Cannu. To je bila neka vitrina, ko če gledate čevlje, tako pogledate neka vitrinca, da tam se vrtijo cel dan filmi. Lepo je bilo, da je bil tam, ampak ni tako pomembno. Ni? Ne, mislim v redu. Že to, da je bil film posnet, to se mi je zdelo. To je večja stvar. No, tako. Da si se tega lotil, ne. No, zdaj smo pa pri torej Aleš Teger. Prej smo slišali zgodbo iz 80-ih, kjer je Zdravko Duša. Ne, prosim, en znan urednik, ki je delal na enciklopediji, je izgubil eno črko. In je bila ravno črka Š. Da sem v bistvu prav začuden, da sploh pridem. No, ampak zdaj si zdaj na vrsti. Tako da tudi Aleš Teger ni samo pesnik, pisatelj, je tudi prevajalec, tudi kritik, predvsem tudi znan, kot pesnik, se mi zdi, če lahko poskušamo vseeno malo skrčiti to številčno dejavnost naših gostov, ampak ne, mislim, da je izjemno dragoceno seveda tudi njegovo drugo delo, tudi roman, ki ga je izdal pred kratkim, zadnji roman Odpusti, je bil izjemno odmeven in tudi o tem, oziroma na osnovi tega romana bomo danes kakšno rekli. Je pa Aleš Teger znan predvsem oziroma zelo poznan kot pobudnik številnih projektov, pomembnih projektov na področju literature.
Bil je soustanovitelj študentske založbe, pa knjižne zbirke Beletrina, ki je pravzaprav zdaj tista, ki daje ime založbi, kjer je tudi trenutno zaposlen. Pobudnik in organizator festivala. To pač dela nekaj. Najprej v Goriških brdih, poezija in vino, in zdaj je to poezija in vino Ptuja, ali kako? Že kar nekaj let. Tudi tam pijemo občasno Goriška vina. Tradicija ostaja. Absolutno. Tradicija ostaja. No, poleg literature za odrasle piše tudi povesti za otroke, tudi eseje in prevaja sam, ker po izvorni izobrazbi si germanist tudi, hkrati so pa tvoja dela prevedena v številne jezike. Tako da toliko o in gremo sedaj še k drugi ženski predstavnici, Tanja Tuma. Tanja Tuma, ki pa morda celo lahko rečem, da jo najdlje poznam od tu, čeprav čisto v eni drugi vlogi. V bistvu sva se spoznali, ko sva bili obe v založništvu. Jaz kot urednica na založbi Lipa, ona pa v Cankarjevi založbi, tudi vodja Oxford centra, tako da takrat sva sodelovali. Super je bila Lipa. Ja, danes mi je že odrejeni. Res, tudi meni. Tudi vsem nam najbrž. Manjka ena založba na Primorskem. Tako. In to so bili tudi lepi časi. Čeprav so bili tudi težki, za Lipo in za Primorsko in za Slovenijo. Ampak danes je, torej, tudi Cankarjeva založba pravzaprav je preživljala potem te podobno težke čase. Kdor drugemu jame kuće. Zdaj malo podobno. Ja, to so ena ribica pojedla, vedno večja riba je potem prišla do, danes pa še te nimamo več, še Mladinske knjige, ki je pojedla najprej vse te manjše ribe, je tudi danes Mladinska knjiga, njena usoda ni lepa. Ampak je pa iz take situacije lahko zrastejo tudi neke nove, se rojevajo nove pobude in tudi Tanja Tuma je potem leta 1996 ustanovila svojo založbo, ki deluje še danes, to je založba Tuma. In tam se je potem rodila tudi pisateljica Tanja Tuma. Torej, izšel je njen prvenec v angleščini, to bi me mogoče zanimalo, zakaj v angleščini. No, in zdaj nazadnje pa še roman Češnje bele in rdeče, kjer tudi obravnava zgodovinsko tematiko. In pravzaprav je bil ravno ta roman največji povod, da je danes tu, ampak nas pa zanima Tanja Tuma tudi kot predstavnica tega založniškega področja, podobno kot Aleš Tegar, ki tudi dobro pozna to področje in pomalem vsi. Tako da, evo, to je kratka predstavitev, ampak jaz bi res želela, da mogoče še sami dodate, na katerih točkah bi čutili, da bi te predstavitve dopolnili, ali pa, če se zazrete mogoče še malo bolj v svoje otroštvo, morda v svojo življenjsko pot, ki vas je zaznamovala. Katere so tiste točke, ki so morda bile za vas usodne? Se kdo javi, ali gremo spet po abecednem vrstnem redu? Gremo po obratnem? Bom jaz začela. No, če smo že zaradi češenj tukaj, me je nedvomno zaznamovala mladost, ker moja mama prihaja iz Brkinov, iz Kozjan, in to je tukaj malo zadaj, In veliko časa sem tam preživela, veliko zgodb sem tam slišala, tako da jaz sem tam živela stalno, sem prihajala na počitnice, torej, ko so začele zaveti češnje in jeseni, ko je končalo vse s krompirjem in pač na kmetih, kakor je. In ta čas nedvomno mi je dal neko lepo osnovo za razumevanje,
Naučiti sem se morala dialekta, vam je to naravno, da vsi razumete, ampak jaz sem prišla z Ljubljane, so smo govorili po ljubljansko, tukaj so govorili po brkinsko. Tako da recimo, če že nekaj zaprošta, nekaj osebnega, drugače pa potem bomo v tem diskusiji, ne, mogoče lahko, no, prav založniškega vidika bi rada nekaj v slovenskih zgodovinskih romanov, ampak puščam besedo, je tisti naprej. Jaz sem že mogoče dve zadevi, če smo pri teh memoarskih, čeprav to se skole ne spodobi, jaz se čutim, kot da še sem vedno znam od otroških let. Sem malo pocenjet, pognal. Tako se vsi počutimo. Ja, vedno. Mogoče, da je bilo usodno, da sem tam pred 15 letih prebiral, odprl slučajno knjigo prevedene poezije Octavia Paza in to me je na nek način zasukalo v življenje. Ker sem odkril poezijo, čist zase, intimno, in sem videl, to je to, jaz hočem to početi. Mogoče je v tem detajlu ravno pomenljivo to, da to ni šlo za poezijo pisano v slovenščini, ni šlo za naš kulturni prostor, ampak je bilo nekaj, kar je bilo na nek način vseeno precej eksotično. Tuje, ampak je pa bila neka logika od zadaj, ki me vedno intrigirala, ki se mi zdela bistveno bolj svobodna kot to, kar sem poznal nas in na nek način sem temu potem tudi osebno sledil. Ampak poraz je bral si v slovenščini? V slovenščini, v prevodu. Druga stvar taka pa je bila mogoče ena situacija, o kateri sem šele zadnje čase začel na nek način intenzivno razmišljati. Prej se mi zelo pomembno, ampak ravno prej se omenila pač ta roman Odpuste, ki govori pač o Mariboru, ki se nima veze z recimo s mojo družinsko okolje. Ampak, ko pa ga poskušam recimo kje v tujini razložiti ta ozadje tega romana, sem prišel do neke zgodbe v živem pogovoru, ki mi prej sploh ni bila tako ozaveščena, ampak zdaj pa se mi zdi na nek način zelo jasna, močna, zame močna. Namreč zgodba mojih dveh dedov, ki sta oba bila Slovenca, Slovenskih Goric. En je bil poklican v nemško vojsko, je plul, njegov rod je bil z Trsta, smo imeli pred Prvo svetovno vojno še pekarno v Trstu. In je pač bil tudi že v stari Jugoslaviji v mornarici. In je bil poklican Severno morje, nemška vojna ladja, Protone, eden izmed 4, ki so se rešili, vrnjen v Slovenijo na rehabilitacijo, na dopust, pobegne, gre v partizane, na kar ga 2 leti v partizanih, na kar ga potem 45. opozorijo, da mora zbežati, ponikniti ali pa bo po njem. In to naredi in je v bistvu se skoraj na leto skrival pri sebi domov. Ampak je bila to ena tema, o kateri se nikoli ni govorilo. To je bilo v bistvu nekaj, kar je lebdelo v prostoru kot nekaj zamolčanega. Zdaj pa zgodba drugega deda, in to je mogoče med njima, oni pa se v tistem času nista poznala, je pa bilo zračne linije, mogoče 15 km med njima hišama. Drugega deda, ki pusti zaročenko, je potem, oziroma ne, ima zaročenko, isto tako odpeljan na prisilno delo v Nemčijo, ampak to prisilno delo se izkaže kot nekaj precej komoditetnega, dela pri Dresdnu, na neki bencinski črpalki, se zaljubita z hčerjo lastnika, ona zanosi, on se vrne, konc vojne, se poroči s to zaročenko, mojo babico, in šele po njegovi smrti izvemo za tega otroka. In je bila spet na drugačen način tipična slovenska zgodba, ki je bila latentno prisotna v prostoru in jo kot otroci nismo znali dešifrirati. V bistvu to ni bilo nikoli izgovorjeno.
Pravim, sem bil na nek način v nekem zelo preskrbnem otroštvu obdan z duhovi preteklosti, ne da bi to sam vedel. To hočem povedati. In to se mi je zdela neka, zdaj, če pogledam, če rekonstruiram nazaj, nek ključ do marsičesa, kar tedaj nisem razumel. Kdaj si pa zvedel za te zgodbe? Za zgodbo prvega dela, v bistvu po njegovi smrti, to je bilo recimo pred 12 leti, za zgodbo drugega dela, pa pred 5 leti, ko je babica, ki je letos umrla, se pozabila in je spregovorila o tem. In potem sem šel na nek način tudi rešerširati, sem prek nekih dokumentov, ki sem vedno voljo dedove vojaške knjižice, ki sem moral nek način na strico, ki ni hotel nikomur predati, ker je bil izjemno ljubosumljen, še vedno je ljubosumljen narave, ni hotel, da se sploh govori o tej osebi, tem nezakonskem otroku, na nek način jo pridobiti in potem s pomočjo nekih fotografij smo lahko rekonstruirali, kje je to bilo, sem potoval tja in dejansko na koncu je sledil sled te osebe, ki še živi. Mogoče si bil ti takrat potem tudi pripravljen, ne, za to zgodovino, ne? Mogoče prej Mogoče, ja, mogoče. Ponavadi, dostikrat je tako, da z leti, ne, postajamo bolj zainteresirani in senzibilizirani, ja. Ja, čeprav ta senzibiliziranost pri marsikom lahko tudi neko popolno obsesijo, da preraste. Mislim, tu držati neko zdravo mero ni enostavno. Ni enostavno, ker to je dejansko kot nek poltergeist, ki te obsede. Tako, sem bil malo daljši. Ne, ja, to je bila pripoved, ne, to je bila naracija. Ja, to je zanimivo, ne, obdržati to zdravje v sebi, ne, mislim, nek način vizavi te neke prisotnosti, zelo globoke prisotnosti, vse tudi pri meni nekega bližnjega okolja, ne, to so družine, ampak vse skupaj se začne po mojem, da ozavestim, kje je to okolje, katere je. To se je zgodilo kar pozno, kar pozno po puberteti, ne, mogoče si jaz smeri govorim o sebi, da sem v 30. letu tam izstopil, mogoče iz pubertete ali kaj takega, zelo pozno, skratka. Nek trenutek izgube, ne, nek trenutek izgube lastnega obraza, ne, nekega notranjega obraza. Ne. In iskanje tega obraza se mi zdi, ne, če tako malce zliteraliziram ta trenutek, kar neke zbeganosti v življenju, ne, da najdeš, da se vrneš pravzaprav k svojemu izvoru, ne, in da ugotoviš, koliko te je ta izvor pravzaprav spremljal ves čas, pomeni korenine, pomeni kmečke korenine, kmečke delavske korenine, pomeni družina, zelo široka družina, pomeni razklanost med neko, oziroma ali pa upetost, nek čuden kontrast med nekimi delavstvom, nekim komunizmom, če hočemo, kot vera in cerkvijo na drugi strani, ne, neka ta mešanica, ki me je tudi cerkev sama, pravzaprav, ki zame sem doživel cerkev kot prvi teater, pravzaprav, ne, in sem potem se vračal domov in prizarjal maše in soseda je morala hostijo pojesti, je bila neka vaza, stara vaza, mi smo imeli še črnilo v šoli, da smo imeli roke vse od črnila, ta kruh je bil čist črn, ne, in ona je morala pojesti vsak dan, mama je bila šivilja in smo imeli neko rumeno haljo, sem imel, sem obleko in sem seveda pogrebe naredil, sem živalenka, ampak sem tudi hotel, da vstane od mrtvih, ne, in sem odkopal potem te živali, ne, ko sem je lovili. Torej, zelo zabavno, ne, kar me je pa definitivno zaznamovalo, bom tako neko skozi metaforo povedal, ampak resnično je bila krogla v nonini glavi, ne. Moja nona dobila kroglo dobila v obraz, ne, in se je ustavila krogla, torej, ko so bili Američani še v Trstu. To je ta motiv tudi v Tito Amormijo. Ja, ker na začetku sem jaz mislil, da bi ta zgodba bila čas zgodbe, bil čas potovanja krogle v nonini glavi, ne, in da se pa izšlo drugače.
To je bila resnična, ona je pač dobila kroglo in je niso mogli operirati. Ne. In je to kroglo tudi, ko je po 15 letih, je ta krogla tam bila in potem je spet padla ven. Ne. In se te krogle... Res, Ja, je šla ven in ona je imela potem to kroglo, ki jo je pucala doma, na enem krožniku. Ne. In zdaj ta krogla je bil pač cel kozmos. Ne. Da je bil... In potem je umrla in se neko prvo stvar, mami ne gre iskati to kroglo. Ne. In so jo izgubili. Katastrofa. Čista katastrofa. Tudi če bi hiša padla, vse skupaj ima kroglo. To so neke detalji. Ampak, ja. To je... Ta vpetost v to okolje, gotovo, biti rasti dvojezično, rasti v nekem drugačnem okolju, biti na začetku daleč od tega, od te druge resničnosti, italijanske, kot nek strah, ki so tega pač usilili. Kaj pa ta zgodovina, fašizem, vse te stvari, ki so tako pravzaprav stereotipne, ko rečem, ko govorimo o Primorski, ampak so zaznamovale te ljudi, tu so nas zaznamovale. Je to tudi tebe na poseben način ali... Na mene je posredno, kako bi rekel, posredno pripoved, če se včasih razmišljaš, kdaj si se rodil, torej koliko 13 let po koncu vojne, torej nič pravzaprav verjetno, dobro. Pripoved je zaznamovala ljudje, ki so tam živeli še takrat. Torej, ja, sem se videl, zdaj ozaveščam, da je bila to okolje polno ljudi, ki jih je vojna zaznamovala. Ljudje, ki so z mitraljezom v rokah hodili na videznim seveda in streljali po vasi, ali pa žene, ki so se umivale kar naprej na nekih fontanah, profesorce, ki so zgubile razsodnost, sinove, može, karkoli, pač vse to je milijon tega zgodb. Vprašanje je vračanje tega pojava danes. Strah pred vračanjem tega pojava. Mislim, tako v Trstu, kot da govorimo o Evropi, ker to dobro vemo. Ja, zdaj smo tudi pri temah, ki še Svetlana tudi. Jaz bom malo cirkularno. Pojutrišnjem je proslava 50-letnice moje mature v Beogradu. In jaz ne bom šla. Kar se nočem več videti teh ljudi, ki so me 10 let nazaj skupaj s še nekaterimi prijatelji iz iste klasične gimnazije v Beogradu vrgli z portala klasičarjev, zaradi tega, ker smo imeli pripombe, da je portal preveč nacionalističen. Tako da ja, to je ta trenutek. Bojim se, da je mene zmeraj opredelila neka točka, če hočete, razlike. Torej, točka, ki bi bila zame zelo pomembna, je ta, da 66. leta je v tej isti klasični gimnaziji novi direktor, ki je prišel iz mesta z imenom Rača Kragujevačka, ocenil, da je ekskurzija v Grčijo ali Italijo, kar je bila tradicija te gimnazije več kot 20 let, nekaj buržujskega. In nam ni dovolilo, da gremo na ekskurzijo. In je moja mati znorela. In je že imela plan o nakupu nekega pohištva, nekaj takega, pa so se obe odločili in so šli v Grčijo z ladjo na Croziero. In prvi trenutek, 5 popoldan, november, sonce zahaja in jaz stopam in se še danes spomnim kamna, na katerega sem prvo stopila, ko sem prišla v Pirej. In v tem trenutku je pač prišlo do neke, če hočete, sem bila neumna in mlada, ampak nekaj je prišlo in sem zastopala, da je to način, na kateri so v antiki in poznaje vsi prihajali v Atene. To je bil način. Tako si prišel v Atene. Si stopil na to. Torej, to je prvo. Torej, ja, mene obeležila Grčija in s časoma pravzaprav sem obiskala mesto, na katerih naj bi se dogajale recimo nekatere tragedije. In sem imela vedno vtis, da okolje izjemno odgovarja temu, kar se je zgodilo. To je prvo. In potem, ja seveda, v Atenah sem se spoznala z slovenskim štipendistom, ki je bil v istem času. In to je dokaj spremenilo, recimo,
moje življenjske tokove. In potem v nekem trenutku se je zgodilo nekaj nenavadnega, ker sem se ukvarjala z zgodovinskim romanom prav. In sem prišla do 2 romanov, ki sta pravzaprav nasprotje prikazovanja antičnega sveta in to tako s takšnimi opozicijami, da me to prav zbodlo in sem potem morala raziskovati in sem napisala knjigo o tem. Na eni strani je Henrik Sienkiewicz, ki je napisal roman, ki je neverjetno konzervativen, neverjetno zatiralski, neverjetno nedržavljanski, če hočete, ubija državljanskost kot vsebina. In na drugi strani pa je roman, ki sem ga zmeraj imela zelo rada, in to je Franz Fischgal, seveda. In ta zgodovina, v kateri imate predvsem srečanje kultur na Balkanu, ideja miru. Glavna junakinja se imenuje Irena, mir v grščini. To je prevladovanje neznanja. Ona pravzaprav obeta Slovanom, ki potem pa s svojim milem dragim naredi, če se ne motim, 9 sinov, nekaj takega, 7 sinov, ja. Ampak vsekako to mešanje kultur, učenje, znanje, to, da je možno pač se zaljubiti v nekoga, ki nima nobenega znanja grščine, kar je seveda nekaj, kar je popolnoma nenaravno v tem svetu. In na drugi strani pa cela ideja dobrih ljudi, ki se pojavljajo tukaj, ki hočejo pomagati. Totalno nasprotje tistemu nesrečnemu junaku Quo Vadis in njegovi ženski, ki ne moreta niti ustvariti erotično zvezo, popoln propad od začetka do konca, seveda zelo katoliško usmerjeno. In na drugi strani imate svobodo, balkansko idejo, če hočete, ja, seveda jugoslovansko idejo, popolnoma jasno, ni nobenega dvoma, bile neverjetno popularno. Torej, ko sem soočala ta 2 pristopa in obenem Sienkiewicz pa ni bil pater, Fischgal pa je. Tako da imate to soočanje pravzaprav s konceptom svobode, ki je mene potem povleklo na Balkan končno, ne? In me je predvsem usmerilo v to raziskovanje odnosa, če hočete, Balkana samega in potem odnosa do ostanka sveta. In potem pa je tisti moment, ki je recimo opredelil tisto, kar tudi zdaj delam, ko nimam več zaposlitve, oziroma sem upokojenka. 83. leta sem imela mladega učenca, nekako sem bila tutor mlademu gospodu, ki je imel težave v šoli. In sva ga z božjim skupaj usmerjala, končalo se je tako, da je upisal arheologijo, postal arheolog in vse ostalo. Ampak v tem trenutku je on praznoval, če se ne motim, 17. rojstni dan. Jaz sem pa kot ponavadi bila popolnoma brez denarja in sem potem na zabavo prinesla prvo poglavje nekega avanturističnega romana. In potem žanra, ki v tem trenutku enostavno ni bil produktiven, ga ni bilo v našem prostoru. Jaz sem imela dovolj. V 50 letih so vse prevedli, kar je bilo potrebno, jaz sem zelo uživala v tem žanru. In potem sem vsak petek zvečer odnesla novo poglavje. In v enem letu sva imela roman od 700 strani. In je seveda bralec imel ves čas pripombe in je zahteval recimo morsko kravo, zahteval, da se ustavita v Floridi, zahteval Carigrad, zahteval Dunaj, jaz sem vse to seveda izpeljala, on je pa narisal mapo. In seveda sva imela resen problem okoli ene ključne zadeve in to je, on je zahteval seveda, da kot v vsakem žanrovsko opredeljenem avanturističnem ljubezenskem romanu, ljubezenska scena, če se sploh zgodi, se zgodi v zadnjem poglavju. Jaz sem pa hotela, da se moja junaka dobro zabava do drugega poglavja. Seveda sva končala s tem, da njegova volja je bila ključna. Tako sem jaz napisala pod psevdonimom, ker sem v tem času še imela take, recimo sem imela idejo o svoji znanstveni pomembnosti, pa sem to objavila pod psevdonimom, ta roman, in kakšnih skoraj 30 let pozneje neka moja prijateljica, ki je živela na Zlatiboru, ta ista, ki so vrgli z mano iz klasičnega portala,
je našla moj roman v neki lokalni biblioteki, popolnoma razcefran. Tisoče so brale menda. Tisti kartonček z imen je bil 5-krat popolnoma poln. Tako da mi je ona rekla, haj, sedi pa piši. Ne? In sem jo poslušala in zdaj pa pišem roman. Ne seveda 18. stoletje, ne pa žanrovsko, ne pa ljubezensko avanturistično, ampak bolj recimo zgodovinsko tisto, kar me je udarilo v 90-ih letih in tako naprej. Se pravi, pišete romane? Ja, en bo objavljen v Beogradu septembra, je že sprejet. Drugi pa čaka v isti hiši. To super. To je novo. Piše pa novo 2. Bravo. To je to, da pokojijo, pa ne veš, kaj ne No, pol ste idealna, ne, za to temo, ne, da bi vedeli, da ste še v to smer tako ustvarjalni. Ampak zdaj ste že načeli eno temo, ne, v bistvu ste zelo hitro ugotovili, oziroma vas je začela zanimati ta ideološka funkcija, ste ugotovili, da je tudi literatura nosilka te vloge, ne. Pa dajte nas malo podučiti, no, kako je s tem v antiki, ne. Kakšno funkcijo je takrat imela literatura v odnosu do zgodovine? Izrazito. To je, veste, ko berete Herodota in Aeschila, ki sta obravnavala teme, ki sta prav, kar so se zgodili, ne, ti zgodovinski dogodki, ne, bitka kod Maratona, bitka pri Salamini, in potem v Herodotu pa še, kaj se dogajalo s peržansko vojsko, ampak najbolj izraziti je seveda Aeschil s tragedijo Peržani, ker pravzaprav Atencem, gledališču polnom Atencev, državljana, ne moških seveda, predstavlja, kako je s poraženci, kaj se z njimi dogaja. In glavna osebnost v tej tragediji je neka ženska, ki povezuje mrtve in žive, ki ureja zadeve, ki kritizira svojega agresivnega, militarističnega sina in tako naprej. Ampak morda najlepši primer, ki ga jaz imam, kako antična književnost lahko vpliva, kako lahko reflektira zadeve, je pač to, da sem 74. leta poleti sem bila v Atenah, ko je padla diktatura, polkovniška, in na noč, ko je padla, ko smo vsi vedeli, kaj se dogaja, ne? Vsi pripravljeni čakajo, in je v Atenah so igrali Aristofanove Ptiče. In je predstava je bila grozna, konzervativna, dolgočasna, Solunsko gledališče, moj bog, zadnja zadeva na svetu. Jaz pa moram poslušati zaradi teksta. In sem se že pripravila na trpljenje. Ampak, ko so igralci, ti slabi in takšni igralci, začeli govoriti svoboda, demokracija, je publika enostavno prevzela zadevo. In vsakič, ko se omeni svoboda, narod, demokracija, Atene, standing ovations, kakšnih 10 minut. Predstava je bila končana ob 3 zjutraj. In smo šli nazaj v mesto, sicer to je blizu centra, ne, na Sintermo, ker so že bile demonstracije oziroma, če hočete, veselje zaradi tega, kar je bilo sigurno jako kao zobarje. Tako da, kar se tega tiče, ja, ti teksti imajo neverjetno moč. In drugič, že spet v Epidauru 80. leta, že spet Ptiči, ampak v odlični režiji Karola Kuna, in v prvi vrsti sedijo glavni politiki in Papandreou, ki bo dobil na volitvah. In je seveda bilo iz te publike, v kateri je bilo 15.000 ljudi in še 2.000 verjetno skrito naokrog, vidite, ja, bo zmagal na volitvah. Ni nobenega dvoma, ker publika tako hoče. In to je pač, če hočete, najbolj izrazit dogodek, v katerem sem videla, kako literatura stara 2000 let deluje. Sicer jo razumejo, to je druga zadeva, ne? In državljani so pač izobraženi na ta način, da razumejo. Čeprav, veste, to je publika, ki ne bere, ki ni, ne vem, kako kultivirane imate, v grškem gledališču imate te dogodke, ne, Medeja gre ubiti svoje otroke, publika pa naredi sodeluje s tem, kar se dogaja. Ne. In tudi enkrat že spet v tem obdobju sem gledala Hipolita Euripidovega, v katerem je nek monolog, ki je izrazito mizogin, ampak res grozljivo mizogin.
In potem ta igralec začne monolog in se sliši ženski glas, imaš tanke noge. In potem ženska publika prevzame predstavo. Torej, ja, to je možno, ne? To je delček kulture, ki ga mi nažalost pač nimamo. Ne? Ja, kako je v Sloveniji, kako vi čutite publiko, je pripravljena na to vlogo literature, oziroma kako smo ustvarjalci, kako ste vi osebno kot ustvarjalci v odnosu do te vloge, naloge, književnosti. Danja? Ja, jaz mislim, da publika je na nek način složena teh tem, samo ne rada podiskutira v njih. Ko pride pa do odprte diskusije, se pa Slovenci nekako gremo v zadnje vrste sedeti ali pa kaj takega in ni tega, ki bi si človek želel. Pardon, vse tukaj ste v prvi vrsti, tako da kako je. Ampak res je, točno, berejo ja, torej pasivno zanimanje, veliko, aktivno je pa mogoče en korak nazaj, če se noče izpostaviti, ampak zgodovinski romani so vedno tudi angažirani romani. Pa katergakoli vzamemo, Slovenci jih imamo celo vrsto in največja tragedija zame kot za založnico je, da vsa ta vrsta ni dosegljiva za nakup. Mi, in to lahko pač verjetno bomo nadaljevali, ampak koliko smo ponosni na svojo identiteto, koliko smo ponosni na svojo zgodovino, če osnovnih del, osnovnih zgodovinskih romanov, pa bom zdaj hitrjene 3, vi ste že enega povedali, pa so Bobri, pa je Tujec v Moni, pa je še nekaj, no, ne bom zdaj naštevala, ampak teh del ni na trgu knjižnem. In to zame, kot za založnico, je ena velika bolečina, ne vem, to ni v redu. Tako, kot bi Rusi ne imeli Tolstoja na trgu. No, tudi v šolskem kanonu se v bistvu ne berejo, ne Bobri in Tujec v Moni. Ja, slabo se berejo. Recimo, Ljubljana je praznovala lansko leto 2000 let, ne? In je tam subvencioniralo mesto, ne bom imenovala, neke res, ne vem, katere vrste pisarije. Niso se pa spomnili na ta čudovit roman Mire Mihelič, Tujec v Moni, ki ravno pokaže ta spremembo. No, pa da ne bom samo jaz še drugi nekdo preveč prevzila. Ne vem, mislim, bolj kot da bi reflektiral o funkciji zgodovinskega romana oziroma z nekih mitov, mislim, imamo tudi neke mite, ki jih je zmeri na novo lahko beremo. In to funkcijo se mi zdi, da v Sloveniji, če vzamemo na gledališkem nivoju, če že govorimo o dramatiki in tem, ta je kar močno razvita v interpretativnem smislu. Imamo zelo močne, kako bi rekel, interprete in slovenske klasike in imamo tudi, mogoče nimamo zdaj še tako globoko pronicljivih mlajših dramatikov, ampak skuša se verjetno poskusi reflektiranja zdaj družbe in časa, kar je zelo težko sintetizirati, verjetno zato, ker tudi zdaj govorim splošno, ne govorim z tržaškega vidika. Mislim, da je družba tako izgubljena, slovenska družba in fokusa, ne veš, kje bi našel zdaj v tej družbi sploh nek fokus in kje je tisto bistveno vprašanje. In verjetno je to se mi zdi, kot so bili v Italiji, kot je bilo v Italiji vprašanje nekega pojava, kot je bil Berlusconi, kot je Severna liga, to so antropološka vprašanja, se mi zdi že nekako. In zdaj fokus razumeti tudi slovensko družbo zdaj lahko preko tajkunstva, preko tega, preko unga, ampak je ta, kjer je zdaj junak dramski, da nemo, kjer je ta junak dramski zanimiv, ki bi posebljal to razcefranost, razkol notranji, družbeni, med temi, predvsem med tema dvema poloma in se ve, kdo ga hujska, mislim. Seveda je ta desnica, ki hujska ta
ta razkol v družbi, ne, zato ker primanjkuje nek fokus, ne, da ne govorim zdaj, jaz ne poveličujem zdaj na druge strani, ne, pa vem pa kdo. Zdaj, tu je zdaj refleksija zelo težavna, ne, mislim, zelo... Ampak kot ustvarjalec se sprašuješ v tem smislu? Kot človek se sprašujem, kot človek ustvarjalec, ne, ker ne pišem direktno dramskih tekstov, ker je to najtežja zvrst, kar jih je, po mojem literarnem smislu. Najtežja zvrst in se sprašujem pač kot avtor, ne, se sprašujem pač kot človek, čeprav ne izhajam iz tega centralnega slovenskega prostora in se sprašujem verjetno bolj kot Evropejc, no, kje smo mi narodi. Se ti zdi, da so drugi narodi bolj fokusirani, da imajo sodobne enake? Očitno ne. Očitno je razkroj, ki se širi v vse konce in kraje, ne, in človek je ranljiv toliko bolj v trenutku, ko izostane izobrazba, ne, ko izostane prostor za neko kritično refleksijo, ne, se mi zdi, da je potem z lahkotom bolj manipulativen človek, ne, in bolj... Skratka, meni je ta paradoks, da se to dogaja v civilizaciji, tudi če je ciklično, ne, in nikoli se razumel tega cikličnega, da se človek ničesar z tega vidika ne zraste nikamor, ne, in da je Ampak mogoče je pa književnost, morate vi ustvariti, konstruirati. Ja, zdaj ta človek je slehernik seveda, ne, to je en slehernik, ki zdaj mora tam, to ne vem, kdo je ta človek, ki bo reflektiral ta svet. Jaz mislim, da gre tudi za nek funkcijski premik, ki ga doživljamo. Torej, kaj literatura sploh na nek način je. Meni se zdi, mislim, takšen momenti, kot jih je zelo lepo pisala Svetlana, to so seveda momenti nekih radikalnih zgodovinskih prelomov, kjer neka literarna dela, ki imajo to imanentno že upisano, zažarijo vse svoje v bistvu izraznosti in s tem v bistvu dajo na nek način smodnika. To so zgodovinski prelome. Mi pa kvečemo imamo občutek, da smo izgubili zgodovino, da smo izstopili iz zgodovine na nek način, oziroma da nam je nekje sproti ušla, tako bomo rekli, ne da smo izstopili, ker to je že bil zavesten akt. To ni zavesten akt. V skladu s tem mislim, da tudi vsi poskusi nekih zelo radikalnih, zdaj na polju teatra, konfrontacij z polpreteklo zgodovino, če mislim na Janša, ne, ali pa ne vem, da narediš za gledališko predstavo, v bistvu zapisnik neke seje, ki zelo jasno pove, kako se je streglo orožarskim poslom, etc. Ampak kaj to vzbudi? Dejansko, kaj to vzbudi? Zelo malo, ne? Bore malo, jaz nek način ob vsej tem trudu, dokumentiranosti cele zadeve, dolžini polemik, ki se na to vleče, moramo si priznati, da enostavno zelo hitro pojenja tu sape. In da je tudi publika, ki gre v take predstave, večinoma publika na nek način prepričani, ki želijo imeti še neko potrditev tega, da smo že vedeli ves čas. To pomeni, da se funkcija percepcije tekstov, da se je radikalno spremenila, zdaj recimo od konca 80-ih, ko je verjetno bila situacija dosti podobna kot tak, ki si ti opisovala tam 74. leta, ne? Kjer je neka pesem lahko spremenila percepcijo, pa mislim, ali pa roman. En band, ne? Winds of Change, ne? Ja, recimo, zgodbi policije. Nočem se reči, da beseda nič več ne velja. Nočem ponavljati teh mobitelovih sloganov iz poznih 90-ih, ampak se nas prisvaja na drugačen način. Publika še vedno obstaja, pozorni bralci, inteligentni bralci, izobraženi bralci še vedno obstajajo, ampak to, kar berejo, nek način berejo izvajajo na nek drug narativ.
In ta narativ nima nekega potencijala preobrazbe, osebnih konsekvenc, da bi iz tega vlekli revolta, etc. Ampak ima, ja, ne vem kaj, res nek kapitalističen Znaja na površini vse smo. Ja, kontekst. To je zanimivo, ne, vprašanje revolta, ne, smo še zmožni tega revolta zelo. A je v nas tam Ne, v nas ne. potreba? V nas ne več, V mi nas smo ne. stari, pardon. Res, oprostite, no, ampak res, ko smo dobili v publikah, ne. Jaz mislim, da je najbolj fascinantna publika so dejansko najstniki, ki iščejo to svojo identiteto in ki v bistvu tudi skozi literarne tekste, ne, doživljajo, tako kot si se ti pri 15 zelo lepo opisal, pa jaz pa mogoče s kakšnimi drugimi romani, ne, mene je prevzel pa ravno pri 15 Vojna in mir, vem, da sem ga takrat prvič brala in Nataša in Pierre in vse sorte. Skratka, ampak hočem reči, najstniki, torej med 13 in 19, zdaj eni mogoče še kakšno leto dlje, ampak veliko več pa ne, to je publika, na katero bi mi morali apelirati. Bi morali. In nekateri to uspejo, ne? Sej ne moramo reči, da ne. Nekateri učitelji predvsem uspejo biti posredniki med Aleševimi, med tvojimi, tudi med mojimi teksti in dijaki, ne? In teh profesorjev ne manjka. Tukaj je treba, jaz mislim, en premik narediti v glavah, da oni ne učijo preteklega časa dramatično, ampak da morajo oni učiti pretekli čas v neki dimenziji. V sedanjiku, ja. Ampak ja, tako, točno, ja. In jaz recimo sem doživela najlepše doživetje, ko smo govorili o mojem romanu, ker ta moja Valerija je stara 17 let, ko se začne in doživiti neke prve tudi spolne izkušnje. Najlepši odziv sem doživela pri najstnikih. Najstniki so se pogovarjali z mano in so čisto pozabili, da to niso resnične osebe in so začeli razmišljati, kako bi se oni lahko v določenem trenutku uprli nekem fašističnem režimu. Oni so začeli razmišljati, kdaj je življenje vredno življenja. Kdaj bi se jaz uprl temu režimu, kako bi razmišljal in potem je eno dekle tam recimo izjavilo, ja, življenje je vredno življenja takrat, kadar ti je več do drugega, do splošnega življenja, kot do tebe osebno. To so take globoke misli in to je izrekla 16-letna punca. Tako da mi moramo mogoče moramo publiko zamenjati, ampak ne vem kako. In vi ste dobrodošla publika, vsak od vas je ne 3x16, ne? Zelo kot mi tukaj, ali pa mogoče 4x. Ampak hočem reči, publiko, kamor, in zato, to je tudi en zbog razlogov, zakaj je ravno ta moj roman zelo komunikativen. Ker sem razmišljala o tem. Smo ravno pri epistemologiji, literature, mislim, koliko vi kot ustvarjalci razmišljate o tem, da ima lahko vaše romanopisje, pa tudi na vse zadnje lirika, ampak bolj narativa, ali si želite, da ima to funkcijo ali ne, ali ustvarjate res čisto iz, kot pravim jaz, svoje študente, tu mogoče je kakšna, ne vejo, delamo to distinkcijo med znanstvenim diskurzom in literarnim, oboje ustvarjalno, ker oboje izhajajo pravzaprav v prvi fazi ne v odnosu do naslovnika, ampak do sveta, s tem, da pač znanstvenik mora kasneje dokazati, ustvarjalcu ni treba dokazovati. Ampak koliko ste vi, koliko imate v mislih publiko, koliko pa tudi, ko se lotevate teh tem, recimo povezanih z zgodovino lastno oziroma neko družbeno zgodovino. Jaz mislim, da najprej mora biti seveda neka nujnost, intimna nujnost, neka neizogibnost na nek način, da ti greš nekaj pisati, da se sploh podaš noter v zgodbo. Kaj pa potem počnemo? Vsemi našimi pritlehnimi nameni, da osvojimo mase pravcev. Ti so pa pritlehni nameni, lahko so čisto iskreni. No, komercialni, karkoli. So iskreni. To je nekaj drugega. Ne, seveda, po mojem, popolnoma samoumevno, da se vsak želi bralcu. Ampak po drugi strani se mode
mode, zakaj mode? Ker če bi zgolj rekel, kalkuliral na bralce, bi vedno sledil modam. Se mode tako hitro menjujejo, da je nemogoče na nek način pisati v neki modi, za katere lahko s resnostjo domnevaš, da bo še moderna čez 1 leto ali pa 2 leta. To pomeni, da vsak toliko izobražen, resen pisec ve, da je hazarder, da na nek način mora priti do prikrivanja neke točke obče senzibilnosti, potem, kar ti napišeš 3-4 leta pred tem. In v tem smislu se ti potem zdi tudi malo neumno poskušati sploh slediti. Ker mislim, da vseeno mi smo tle, mi se ne pišemo kriminalk, mi ne pišemo tega žanra, kjer je jasno, kakšna pravila so. To se tudi spreminjajo. Seveda, nočem biti nič proti žanru, je velika historična romanca se spreminja. Ampak vseeno nismo tip tega, budemo rekel, beseljskega, kaj? Beseljske produkcije. Ja, no. ne, ja. In kako hitro nisi na tej strani, vseeno veš, da ne vem, če se splača te 2, 3, 4 leta, koliko se porabi za pisanje enega romana, investirati z nekaj, kar v bistvu sam ne verjameš prav. Ampak... Ali pa te ne zanima. Zdaj, ja, kar Marko, ne? Ne, se mi zdi, da je odgovornost do sebe, ne? Do sebe in seveda do drugih, ne? Ali ti proizvedeš nek konstrukt, ne? Ali pa poskusiš zabeležiti eno tvoje refleksijo, eno tvoje vprašanje, ki se mogoče tiče tudi koga drugega. Zdaj, če bo to veliko ljudi, ki se bo dotaknilo tvojega vprašanja, boš bolj bogat ali bolj srečen. Torej jaz ne verjamem, da dobro, mi imamo v Sloveniji enega strašnega zagovornika, pokojnega amerikanskega, ta večjega po mojem pisatelja, ki je hvala Bogu on dobil Srebrnega kresnika, Kovačiča, ki zagovarja pač literaturo kot predvsem posebno izpoved. Nočem reči, da mora vsakdo tako pisati, ni res, ampak tudi z lažjo se ukvarjate, pa hudič, mislim, v literaturi. Ker prej ali slej verjetno prej ali slej boš od nje propadel. Mislim, fikcija ne more biti resnica konc konca. Vsakič, ko konstruiraš nek karakter, ne moš reči, da je to resnica. Tvoji karakter bi odpusti. Sigurno so. Resnični so kot karakterji, zaživijo iz knjige. Mogoče malenko stopnjevalna resnica. Niso. Ne moš reči, ne daš take vrste laži, da ti si pač nekaj, zato si pisatelj, zato da. Gotovo, da je tam, ampak da izhajaš, jaz govorim zase seveda, avtentično iz neke avtentične refleksije, ne pa skonstruirano v smislu, da bom zdaj pa tako prelesičil tega in tega. Dobro, jaz sem pač ne verjamem več s tem, kar počnem. Lahko pa, če bi to počel. Svetlana? Jaz tudi ne verjamem tega, kar počnem. Ampak pišete zdaj 4 romane, se pravi. Problem je v tem, jaz sem prvo izkušnje imela z enim bralcem, ki je kontroliral rokopis in imel svoje zahteve in je zame še zmeraj iskreno veliki čudež, ko mi nekdo pove, jaz sem prebral vašo knjigo. Neverjetno. To pa je, nimam odnosa in seveda ta roman, ki sem ga začela v 90-ih pisati, je bil nekakšen odgovor na to, da so me pravzaprav vrgli iz Društva pisateljev Srbije z obrazložitvijo, da sem negativno pisala o romanih Dobrice Ćosića. In potem je en od vodilnih motiv v tem romanu parodija romana Dobrice Ćosića, kaj drugega naj počnemo. Drugače pa, tisti drugi, ki sem ga pisala potem, ko so me nasilno odpustili in potem upokojili in sploh se vse možne groze so se zgodile. In je ta šola, ki smo negovali, šla v res nič.
kot v Sloveniji sploh ni pomembno, da ima šolo za podiplomske študije inovativne humanistike, to je zelo posebno. Torej, v tej situaciji sem začela pisati roman enostavno kot terapija. In mi je padlo na pamet, da bi recimo Platonov dialog Fajder, ki je o ljubezni in o norosti in o dušah, o smrti, pač dajmo videti, kaj se iz tega da narediti. In že spet sem se zelo zabavala in imela samo enega bralca, kot vidite. Torej, nimam odnosa, moram priznati. Ne vidim svoje motive za pisati. Ampak kaj pa do zgodovine, recimo, če se vrnemo vsi, se lotevate, torej imate tudi te zgodovinske motive v svojih delih. Koliko takrat, in tudi zdaj prav bom rekla, dajmo biti zelo konkretni tudi v odnosu do tega slovenskega ideološkega spora, tega brezna med levimi, desnimi oziroma domobranci, partizani in tako naprej. A recimo, ko vsi omenili, mislim, vsaj za vaša dela, vem, da ste uporabili besedo partizan, domobranec. Kaj ste razmišljali takrat? Kako bo sprejemala? Ste razmišljali, kako bo to publika sprejemala? Oziroma, ste želeli, da je vaše stališče na tak ali drugačen način izraženo ali ne? Tudi v odnosu do tega vprašanja. Mogoče zdaj, ja. Celota, mislim, knjiga kot taka je stališče. In tu gre predvsem za vprašanje mogoče strategije, s kakšnimi strategijami, na kak način menim, da sem sam sposobna doseči, recimo, pri bralcu neko situacijo, kjer bo idealno, ali pa upam, potihoma upam, prisiljen si sam zastaviti in prvi vprašanj, pa jih poskusiti odgovoriti. To je mogoče tudi največ, kar jaz mislim, da en roman zmore še. Kaj več, mogoče kakšni drugi, jaz ne zmorem. In potem temu cilju vse v mojih očeh lahko služi po čisto vse. Lahko razpolagam prosto z zgodovino, se z njo igram, jo potvarjam, jo stopnjujem, delam karkoli, samo da bi dosegel na koncu nekaj, kar je v bistvu vseeno zelo blizu te naše kolektivne, po mojem, eksperience, tega nelagodja, ki nas noče spustiti glede teh vprašanj. Ker sicer pač že tvoj, praviš, knjiga je sporočilo in že naslov je, ampak ne daješ pa veliko možnosti, da je odpuščanje res možno, Mislim, da uči vsak dan okolica. Jaz bi si želel mogoče malo bolj optimističnega pristopa, ampak vsak dan sem znova na nek način postavljen na trdna tla resničnosti. Mislim, da pri nas toliko ne tečejo neki procesi, o katerih mi več čas govorimo pa debatiramo, ampak v bistvu toliko niso v teku. Rešujejo se taki procesi s tem, da enostavno generacije odmirajo, za sabo se puščajo neke nove generacije, ki so na nek zelo izprijen, izkrivljen način okuženi starimi vprašanji, s katerimi sploh nimajo nekih pravih neinformacij, neizkušenj in na ta način se te fantazme kvečemo večajo in napihujejo in je toliko lažje tudi z njimi manipulirati. Tukaj je samo en kratek citat, ravno iz Aleševega romana Odpusti. Je torej to, kar ti imenuješ odpuščanje, popravek časa, je osvoboditev sedanjosti od preteklosti ali pa raje na novo obtežen čas, sedanjost, dodatno bremenjena s prihodnostjo. Kakorkoli obrneš, beli, ti si in ostajaš morilec. Ali se lahko sploh osvobodimo te preteklosti, to je vprašanje, in kako, mogoče še videti res v odnosu do te slovenske preteklosti, kakšne stališče. Tvoja dela so tudi zelo zanimiva z tega vidika, ker jih daš pripovedovalec je
otrok, vsaj v tem Tito Mormijo, pa potem tudi. Se mi zdi bistveno to, kar je povedal Aleš, skratka, da to, kar lahko roman doseže, je neko odpiranje nekega vprašanja, neko refleksijo, ki lahko daš. Mislim, da jaz sem to drugače doživljal pač kot v tem prostoru, to je bilo po vojni so se zgodile, so se ljudje izselili, pač tisti, ki so bili povezani z domobranstvom, so se izselili, so jih je bilo tudi nekaj v Trstu, Moram reči, da zaradi nekaterih je slovenska šola dobila bolj na kvaliteti, Z druge strani pa je bila jaz sem doživljal to kot, znam tu pač kot v otroke gleda in vsi govorijo tam krvave roke, In poznam človeka po krvavih rokah, kot otrok pač, Mislim, da, kar se tiče refleksije skozi literaturo o teh vprašanjih, je po mojem absolutno nujno zavzeti neko stališče, ker to ne može zdaj puščati v sodi, mislim, ampak obenem govoriti o ljudeh, da stvar pač njegove pisave potem, kako to, to so kljub vsemu, jaz smatram, da kot pisatelj jih moram tretirati absolutno kot ljudi ene in druge, in odpirati vprašanje v njih samih in razumeti, kaj je to bilo, in seveda ohraniti svoje stališče tudi po tem ljudima. Tako, zelo mi je včasih žal, ko nekateri pisatelji pač to naredijo, kao, da je to vprašanje, da tega, da na nek način zakrivajo svoje stališče, ampak obenem pa odpirajo pot v enosmerno pot. To je, kratka, vse sorte. Ja, bravca, spretnost. Ampak je pa res, ta vloga, jaz se sama spomnim, da sem to stereotipno delitev na dele črne, da so mi mrakove drame. Prav tam sem začutila, da to ni bilo čistko zelo jasno, vsakemu med drugo svetovno vojno, kaj bo, da to niso tako črno-bele odločitve, ampak Tanja, kako si se ti moji junaki se objamejo na koncu. Jaz si ne moram pomagati, jaz gledam življenje bolj optimistično. Mogoče sem malo kasneje začela pisati, ko sem bila že, ko imam, hvala Bogu, konc konca, kdo mora tudi tako. In seveda, skozi junake, skozi njihove dileme, skušam pokazati, da se je bilo zelo težko pravilno odločati. Pravilno v smislu konteksta socialnega, družbenega, sej to je treba pač ne. Težko je bilo takrat reči. Dejansko še leta 1944 so ljudje verjeli v zmago nacizma. In lažje je bilo mogoče na Brkinih, kjer so že imeli toliko staž s fašizmom in tako naprej in so vedeli, da to ne more nič dobrega biti. Ampak ne glede na to, junaki imajo svojo pot in naslednja generacija, ko dojame, kaj se je dogajalo njihovim staršem, ima možnost narediti en preskok. Jaz mislim, da ni treba, ko pa govorimo o teh zgodovinskih virih, sem pa razmišljala o bralcih. Moram reči, da sem se posvetila temu in da sem pazila, da so bili vsi okviri zgodovinski pravilni in natančni. Zato, ker konec koncev je to tudi nek dokument, zdaj le imam še na voljo nekatere vire, mogoče čez 100 let teh elektronskih virov ne bo več, določene intervjuje na YouTubeu, karkoli sem našla sem zelo zanimive stvari. Naprimer, ta medicinska sestra, ki je delala na Rabu, to je model dejansko ženske, ki je tam delala, in tudi te rokce, ki potem pridem do teh ročic, ona je to rekla na tem intervjuju, se to je drugo ime, druga ženska, ampak mene take stvari so zelo pretresle in jaz sem se držala zgodovinskih virov zato, da bi bil ozadje, okvir dokumentarjev. Ampak seveda so junaki fiktivni, izmišljeni. Jaz sem tista, ki jih pač kot milijonetke v gledališču pelem, kamor jih hočem pelati. In jaz sem jih pelala pač pod češnjevo drevo, v objem. Ampak lahko so stvari različne. Jaz mislim, da vsak pisatelj individualno vidi, kako je. In da ima individualen svoj slog. In da potem tudi individualno nekje nekateri ideologijo svojo skozi spravijo. Jaz tega nisem hotela. Jaz sem hotela, da je okvir in da imajo enake možnosti.
Zato bomo otroci radi moje knjige. Mislim, otroci, dijaki. Kaj še kaj dodati? Ja, jaz pa seveda nimam teh izkušenj oziroma teh dilem. Za mene so zadeve iz druge svetovne vojne popolnoma jasne, samo se bojim ponovitve. Jaz se. In na drugi strani pa jaz imam, če hočete, svoj idealistični prostor in to so moji slovenski junaki, o katerih pišem. Ne romane, ampak... Da slišimo, ker prej smo Kateri iskali junaki, slovenski ja. junaki. Prvi slovenski junak je Franc Kavčič, slikar, za katerega sem ugotovila in trdim, da je prvi slovenski feminist. Ki je človek, ki je na popolnoma novna. Ja, knjigo Kdaj boste izdali knjigo? je zdavna. 2011. Ker to res gre za nekakšnega zaprtega človeka, ki ima svojo usodo, ki je zelo romantična, ta njegova zgodovina z žensko, ki je hčerka Kočijaša in zaradi tega mu mecena ne dovoli, da se poroči z njo, ampak vse njegove slike, odličen poznavalec antike, odličen poznavalec erotike, vse njegove slike govorijo o ženskah. Na popolnoma nov način, res na popolnoma nov način, to pa je francoska revolucija, to nimate kaj, ne? Ampak izpeljana, tako kot bi recimo si želelo Alain de Gouges, ki so giljotinirali zaradi tega. Drugi moj veliki junak, o katerem bi res želela napisati knjigo, če bi šla v Ateni, imela sredstvo, da tam sedim nekaj časa, to je Jurij Šubic, ki je slikal Šlimanovo hišo in ki je poslal pisma svojemu bratu, v katerem sovraži Atene, sovraži klasiko, sovraži vse, Grčijo, vse sovraži. In potem po tej grozni izkušnji pri Šlimanu gre v Pariz in postane realistični slikar. Ni to neverjetno, ne? In potem pa še moji slovenski heroji, v katerih, to je pa seveda v okviru znanstvenega diskurza, ampak ima smisel omenjati Luka Zima, filolog, ki je odšel v Srbijo in tam je predaval na gimnaziji v Sremskih Karlovcih in je napisal absolutno najboljšo versifikacijsko študijo do danes. To so 60. leta 19. stoletja. On je bil pri središču Obdraviva. Sicer ni sigurno, ali Hrvat ali Slovenca. Genijalen filolog, ampak res genijalen filolog. To je čisto neverjetno, kaj ta človek naredi. Njegove analize versifikacije, narodne verifikacije, sploh ne poznamo, nihče ga ne pozna, popolnoma pozabi. In potem pa še eden, Bedjerič, ki je tudi iz istega konca, iz vzhodne Slovenije, ki je, ko so se odprla nova mesta, je šel v Sarajevo. Že spet filolog. In je potem bil v Mostarju, direktor gimnazije in je napisal, ampak res to, ko vidite pregled, kaj je napisano o homerski leksikologi, je to absolutno najboljši kondenzirani slovar homerskih besed, ki sploh obstaja. Res, to je fenomenalno. To je učbenik pa še interpretacije, ki so inteligentne, inovativne, tudi zelo, zelo moderne, tudi napisane na 1901. To so moji slovenski heroji, ki jih sledim. Bravo, preden damo še besedo publiki oziroma pogovoru, sem ravno to nekako želela še od vas slišati, ker prej smo, in se zelo strinjam s temi ugotovitvami, ki smo jih prej postavili, zgodovina, Slovenci že itak se imamo, oziroma po nekih kriterijih smo nezgodovinski narod in je literatura, umetnost tista, ki nas je ustvarila. In zdaj, ko smo rekli, ja, smo prišli do zgodovine, zdaj smo jo pa že izgubili, smo pa o tem razmišljali, se pravi, smisel se izgublja in zdaj, ko smo prej rekli, zdaj pa še umetnost, izgublja smisel, percepcija je drugačna, ni več takšna, kot smo je bili vajeni. Kaj je torej tisto, kar daje današnji družbi nasploh smisel, oziroma dajmo ostati pač pri slovenski. Tako da sem zelo hvaležna Svetlani, da nam je dala te konkretne junake z imeni in priimki. In seveda Miklošič, Miklošič, ja, tudi premalo še vedno. Sem prvič prišla na Dunaj in sem šla, seveda prva zadeva, ki sem ga hotela videti, je bilo njegov poprsna portret na Dunajski univerzi in pod portretom je bilo napisano z rdečimi črkami Čušen Raus.
Ja, to so zadeve, v katerih postaneš pač Ampak to vsi ti junaki, ki ste jih navedli, to so vsi bili mednarodno razsežnost. Potem pa pozabili. Potem pa pozabili. Tako da, koliko je še tega, no in kaj bi mogoče izpostavili res še tako zdaj, ne, za ta prvi del? Kaj je tisto, kar potem, kar je ta fokus, no, če ne rečemo prav, da pač da ga ni fokusa. Katera so tista področja, oziroma kakšno vlogo ima torej književnost vendarle danes za slovensko skupnost? Ne? In če je poleg književnosti še kaj, zdaj slikarstvo, ne, gotovo, jezikoslovje oziroma sploh, ne, kar je povezano z besedo, absolutno, glasba. Pa dobro, slovenski narod je kakorkoli, mislim, narod, če vzamem tudi problem raznih obdobij, ministrstev, problem financiranja kulture, odnosov, smo imeli grozljive odnose do lastne kulture tudi. Kulture je v ožjem pomenu tudi, ne? Tudi v ožjem, v umetnosti, ja, seveda. Mislim pa, da je kakorkoli je velik del tega malega, velikega naroda, ki ve, ki razume. In tisti del naroda, po mojem, ne, je poklican in to, imam občutek, da vendarle počne uspešno ali manj uspešno včasih, ne, pri ozaveščanju pomena tega duhovnega bogatstva, iz katerega je človek sestavljen. Ne. In to je edino, kar nas lahko rešuje, mislim, v tem času opustošenja pravzaprav duha in človekovega dostojanstva. Zdaj, jaz pogrešam recimo v slovenskem narodu z razliko od italijanskega, ki je tako kompliciran in zmešan in ljud in ne vem, kaj bomo rekli še, ampak te civilne zavesti, ne? Ta civilna zavest, mogoče vprašanje mlade države, mlada država, civilna zavest, ko sem se strašno razveselil te revolucije, ki se je zgodila, ne, v Sloveniji, mislim revolucije, ta poskus nekega odgovora, ne, in je potem pač poniknilo, ampak kljub tistem momentu sem bil srečen za to, da se je to zgodilo, ne, da je vendarle ta zavest. Pa gojiti to civilno zavest je tudi neka po mojem naloga, ne, in se mi zdi, da s tem lahko človek tudi raste, ne, v tem času, da ve, kje je, ne, mislim, kaj z njim je. Danes oziroma včeraj smo ustanovili civilno inicijativo za zaščito Luke Koper. Ampak ne samo kot Luke Koper DD, ampak dejansko kot eno strateško slovensko, ne, tako da bravo. In ne bomo nehali, mislim, vsi skupaj. Razmišljamo o junakih, ne, tako kot ste jih vi navedla, ne morem jim dejstva, da smo založila v svoji založbi knjigo Pozabljena polovica. In jaz verjetno ne bom nikoli več v življenju založila, ne napisala knjige, ki je toliko spremenila v Sloveniji in ki je toliko novih projektov odprla in sem zelo hvaležna, da je ta knjiga nekoč se znašla na moji mizi, potem, ko so mi 3 ali 4 založniki rekli ne. In ta knjiga je odprla nove slovenske ženske v čist drugi podobi. Bom povedala samo en primer, recimo blejski turizem. Blejski turizem, če tako pomislite, vedno ste slišali seveda golf, pačiglišče za golf, Rikli je začel s kurami in tako naprej. V resnici je bila zadaj za toplicami ena ženska. Zelo spretna ekonomistka, recimo temu, da danes bi mi rekli ekonomistka, takrat je bila pač podjetnica, Jula Molnar. In ko je ta knjiga išla in ko je ta zgodba išla, nenadoma mene so prosili masovno iz Bleda, hoteli, turistično društvo, vsi, a nam lahko pošljete portret Jule Molnar, ker bi mi v našem prospektu to navedli, ne? Da ne govorim o razstavi ženske v času, ne vem, kako je bilo že naslov, ampak skratka isto obdobje, to so ženske 19. in 20. stoletja. Ta knjiga je 129 portretov je v njej in vsak bi bil lahko zgodovinski roman, ki bi osvetlil eno določeno področje, ne bo kemija, ne bo biologija, ne bo pač, ker so iz različnih področij, ne samo iz literature. Tako kot smo govorili o junakih, ne, tako da imamo veliko dela še. Pravi, slovenske ženske, ne, niso bile samo v Istri,
tako zelo specifične in izrazite in močne, ampak mogoče bi iskali lahko eno moč tako intermezzo. skupnosti tudi v tem polu. To bi mogoče bilo za dodati, da recimo, ravno moja generacija, prva generacija v zgodovini slovenske književnosti, kjer je vse toliko kvalitetnih avtoric, uveljavljenih avtoric kot avtorjev, vedno je bila to neka moška domena. Do čimer se je zdaj pri še mlajših spojčit že obrnil v prid ženskam, kar je razumljivo. Tudi ženske večinoma berejo, razumejo, spremljajo, reflektirajo literaturo. Mislim, tako pač je. Moški ne vem, s čim se ukvarjajo. Kar se tiče... S čim se moški ukvarjajo? Kar se tiče te percepcije, te obče percepcije kulture, v kateri si, če sem prav razumel, spraševal. Jaz vseeno mislim razumeti ta našo slovensko specifiko. Moramo vedeti, da tudi če govorimo o umetnosti, večinoma ne govorimo o umetnosti, slovenski kulturni prostor, to je javni sklad ljubiteljskih dejavnosti. 99,9% je to neko intimno ukvarjanje, vsak ima svoj, in to iskreno, s so predanostjo tudi ljudje dejansko gojijo, ali je to pevski zbor, ali je to kekranje, ali mislim, so gasilci, ne vem, ampak vsi imamo pač nek koniček, prek katerega smo pripeti na neko kulturno podstat, družbeno podstat, smo pa absolutno nenadarjeni za razumevanje česarkoli, kar je presežno. Vse to verjetno je. Torej, za vrtičkanje smo idealni, vzorčni primer, kako hitro pa imamo opravka z opero, pa je to problem. In tu, mislim, tu so pa neki strukturni... To bi antropologinja, ne? Antropologinja, ne, se dosti več razmišljam, recimo v tej knjigi, marsikdo mogoče lahko tudi polemični do nje, Vesna Bukovodina, kjer vseeno je osrednja teza to, da ni to posledica komunizma, situacija, pač način mišljenja, ampak da so ti začetki naše družbene organiziranosti, da tako rečem, načina tega vsegajo pač srednji vek, hubni sistem, etc. In to se ni nič, kar se tega tiče, spremenilo. Zdaj, verjetno je to do leta 1991 bilo celo na nek način pozitivno, ker ta defenzivna vloga, trmasta vloga je na nek način ohranjala neko situacijo, kljub temu, da je marsikdo bil za to žrtvovan. Zdaj pa je to absolutno obrnjeno proti nam. In deluje negativno, zaviralno in je to opreka na nek način neke normalizaciji družbe. Antropologinja kaj doda? Antropologinja doda, da pravkar napisala libreto za opero. Bravo. Ja, vzela sem primer že spet ta neverjetna 30 leta, ki jih ves čas, oziroma medvojna situacija, ki jo ves čas pozabljamo, po mojem mnenju. Veliko jugoslovansko feministko Julko Klapec-Đorđević, ki je napisala roman v pismih Jedno dopisivanje, neka korespondenca, v kateri opisuje junakinjo, ki je emancipirana feministka živeča v Pragi, in se spomni svoje ljubezenske mladosti Slovenca, ki je medtem študirala sta oba na Dunaju in on je medtem postal zdravnik in ga izvleče iz spomina in doživita nekakšno obnovitev zadeve, s tem, da njo predvsem zanima feminizem, nova seksualna etika in ostalo, njega pa muči njegova katoliška družina in se korespondenca konča tako, da on sedi na železniški stanici v Bohinju, postaji v Bohinju in premišljuje, kako bi se ubil. Ampak ni tako tragično, vsekako je to libreto. In bo januarja bo premiera. Postavljeno? Bravo! Ja, ampak nima nič z glasbo. Razumem. Libreto. Kdo pa glasbo pisal? Dva mlada, režiser Jaša Samoprekocevi in Jan Golob. Jana Goloba poznate, on dela muziko in je navdušen. Bravo. Se
Ste se upokojila, mislim, tako pozno. Kaj so čakali? Se bom tudi jaz upokojil. Se bom kar upokojil jutri. No, zdaj pa kar kakšno vprašanje že z vaše strani, oziroma kako vi doživljate književnost teh avtorjev, oziroma sploh z tega vidika, ki ga danes obravnavamo, predvsem. Ja, jaz sem začutila malo pesimizma med vami, glede Slovencev in literature. Ne? Jaz imam vnukinjo, ki je stara 13 let, je v Valdorski šoli in je imela za obvezno branje Bobre in Pod svobodnim soncem. Medtem ko Martina Krpana so pa odigrali enih 5-krat, 4-krat, ne vem kolikokrat, so menjavali vloge, tako da je cel razred znal ves tekst. Eno leto prej so imeli pa Iliado, deklamacijo na zaključnem večeru, ne? In tudi so deklamirali Homerja tako, mislim, tako po grško, ne, tiste 11-terce, kot da bi korakali. Ne? No, in je rekla, moja hčima, vse to bo pozabila. Sem rekla, nikoli življenje. In se je letos sprašala, a še veš, kaj se je raje deklamirala? In mi je spet začela tisto točno. Celo življenje se pa to zapomnila, ne? Tako da se učijo mladi, ne? To je Valdorska šola. Mi smo imeli v enem razpisu največ spisov z Valdorske šole, z gimnazije. In neverjetna razmišljanja, res so otroci zelo odprti. Jaz tako rečem, čistko v oklepaju, moj sin je tudi 11. preval Bobre, ne, Bonona, lahko potrdila. Ampak to ni bilo, v šoli niso obravnavali, to je bilo pač tako, ne. Ampak ne, če bi pa obravnavali, vprašanje, če bi. No, ampak kakorkoli, mislim, da je literatura, ki potegne in je škoda, da se ne obravnava. No, jaz bi še nekaj nadaljevala, ker sem veliko slišala o tem, kaj so te osebe, so resnične, ne, v vaših knjigah, ne. Sem brala v Kožinova, en ruski zgodovinar, ki piše o tem, ne, kaj je literatura, ne. To ni posnemanje resničnosti, ampak je druga resničnost, pravimo, ne. Da ne iščemo v knjigah to, kar se dogaja v našem življenju, ampak da je to drugo življenje, druga resničnost. Enako vredna, pa mogoče še bolj pomembno, ne? Še večja. In gospa Slapšakova ste govorili o tem, da boste pisali knjigo, ki odseva malo to grško literaturo, ne? Ne vem, katero sem pozabila, katero ste omenili eno knjigo. Da boste malo posodobili po Ja, nekaj knjigi imamo temo. Aha, sem se spomnila na knjigo Branje Lolite v Teheranu, verjetno ste brali, ne? Seveda. Neverjetna knjiga, ne? A ni neverjetna, res? Fenomenalno. Razmišljajo te iranske ženske ob branju literature svetovne o svojem življenju, ne? Kako to odseva v njihovih glavah in kako jih spreminja potem usodo, ne? In to doma, kar je univerza prepovedala za življenje. Ja, doma se na skrivaj dobivajo in analizirajo, ne? Nabokova in tudi druge avtorje svetovne književnosti. Možje in dovoljijo. Možje služijo kruh. V Ameriki. Ja, torej mož od te profesorice arhitekt, ki normalno služi, ne? Profesorica pa ne sme predavati na fakulteti in si poišče način življenja tako, da se na skrivaj dobivajo z izbranimi študenti, ne? Kako da ste oba zadovoljni? Tele lepi Bobri so bili 10-krat omenjeni, ne? Imajo, od latinščine mi je ostal tisti Habent, Suafata libelli. No, in tele Bobri so 45. kot vemo, so bili prepovedani in neki pameten človek v Ljubljani je tedaj poslal v Koper 45. nekaj izvodov in so se znašli med prvimi knjigami, ki jih je tedaj ustanovljena 1. dni oktobra 45. nižja gimnazija v Kopru. In smo tisto prvo branje, ki sem ga bral v slovenščini, tako literarno. In dobro, samo to. Za dr. Slapšakovo imam eno vprašanje. Govorili ste o Bržanih.
Pržani so menda začetek tistega, kar se imenuje Zahod pa vzhod. Barbari, ki imajo obrtništvo, diktatorje, kaj znam koga, in mi, ki imamo demokracijo. In to traja do današnjega dneva, ko gnjavijo Putina, ki je napustil na morje, ali pa do Pikola, ki nemarno včasih napiše, včasih izpusti strešitve. In ima to odnos, ki so ga Pržani predstavili, oziroma Aljski, ima eno ime tudi je antislavizem, antislavik in na koncu še tiste sklavi, ki so postali sužnji, iščavi in čau. Nekako 9. decembra 1981, eno leto in pol po Titovi smrti, so v Ljubljani igrali na nekaterem teatru prav te Pržane. Ja, in jih je režiral celo en znameniti jugoslovanski režiser iz tega časa. Sem vprašal prijatelja dr. Marka Marina, da bi šel pogledati malo tisto režijsko knjigo, a je črtal ven ta režiser tiste stavke, s katerimi so se Slovenci, naj bi se, ker so se, izkazovali, da so nekaj več kakor ostala Jugoslavija. Ampak tega zvezda ni naredil in prosim, tako ne vem. Zgleda, da manjka ena resna, ali je ne poznam, kar je še bolj verjetno, analiza teh reči tudi v Sloveniji, verjetno pa da sploh v Evropi. Tale meja med tako imenovanim civiliziranim na zahodu in Leones, tam ne gor, se začne tudi 20 km daleč, kot vemo, tam je na izlivu Timale. Ne veste kaj, ena zadeva izjemno zanimiva in to je, da je pravzaprav ta interpretacija, da tiste dve ženski, ki jih upregne v svojih sanjah, kakor to se vidi to, ena je Grčija svobodna, pa se ne da, druga pa sprejema suženjstvo in ta ne bi bila vzhod. To interpretacijo pravzaprav so izmislili v 18. stoletju. To, ko berete original, tega ni. Te dve ženski sta pravzaprav enaki. To sta samo dva načina obnašanja državljana v različnih pogojih in to je vse. To res ni dato kot razlika med vzhodom in zahodom. Prvo torej Lessing, oziroma 18. stoletje in evropski klasicizem, in potem pa ta ideja Slovanov, ki naj bi bili vse najhujše, najslabše, je bila izjemno močno sredstvo, ki so ga uporabljali v antikomunistični propagandi v Grčiji. Tako da, nažalost, to ima svojo, popolnoma imate prav, to ima svojo umazano zgodovino. Tam še davno pred komunizmom. Ja, seveda, jasno, 19. stoletje je. Na drugi strani pa imate to upor nekaterih nemških intelektualcev, ki so naredili celotno teorijo, v kateri so dokazovali, da so Grki pravzaprav nimajo nobene zveze z antičnimi Grki. Določeni Falmerajer, katerega ime ne smete danes omeniti v Grčiji, ker morda bo vas nekdo udaril. In ta ideja ex oriente lux, oziroma da so Slovani tisti, ki so vir kulture in ostalo, to pa je zelo močna nemška naracija tudi, ki je proizvedla ogromno znanstvenikov, ogromno izjemnih del in tako naprej. Falmerajer je pač trdil, da naši Grki nimajo nobene zveze z antičnimi Grki in da si pač prisvajajo, kradejo slavo, ki jo ne zaslužijo, da grški jezik je pač arbitrarno se razvil, kar je res, seveda lingvistika nima nobene zveze z zgodovino, čez druga zadeva. In pravim, te dve liniji v nemški kulturi, na eni strani oboževanje klasike, izmišljene, stroge, pravzaprav zelo konzervativne klasike, in na drugi strani pač ta ideja Slovanov, ki so pravzaprav tista mobilna, slaki vleče kulturo naprej. Zelo zanimivo, ker v sami nemški kulturi sta bili dve linije. Je še nek italijanski filolog, klasični profesor na neki srednji. Enkrat sem slučajno naletel na internetu
je ugotovil, da je neki vers kako se reče, vers, ki ste pač v Odiseji, ker je tudi Odisej obsoval neke svoje ljudi tam, kjer je prišel. Obsoval, da so barbari, skratka. Ja, seveda, ja. A tega, In da je to najstarejši pravzaprav takle izpad. Ja, seveda, ampak tudi v Iliadi imate. Ne samo barbari, da so slabi, ampak nižji sloji so slabi. Imate sceno s Tersitom, v kateri tisti, ki je iz nižjega sloja, ne samo neuljuden in grob in nespameten, ampak ga vsi pretepejo na koncu. Tako da imate tudi klasno razliko, razredno razliko, ki je zelo močna. Torej, te zadeve, ja, barbari so pač za Grke, a veste, grška identitet, če mi dovolite, eno minuto. Grška identiteta, tako kot jo definira francoska antropološka šola, je identiteta navzven. In to seveda gre za moškega državljana, ženska je drugi svet. Moški državljan nima identiteto v sebi, tako kot jo mi imamo. In zaradi česa v pogovoru lahko gremo na to temo, ampak on doživlja svojo identiteto tako, da ima celo serijo ogledal, v katerih sebe vidi in potem črpa ženske, barbare, naravo, bogove, živali. In vse to mu daje njegovo sliko nazaj in tako on svojo identiteto gradi iz tega, torej vsi ostali so enako pomembni kot on. Ženske, barbare, živali, bogovi, narava, vse je tukaj. Tako da ta identiteta, eksterna identiteta, popolno nasprotje Freudovi analizi in njegovem prisvajanju Oedipa in ostalo, nam govori nekaj o tem. In zadeve niso tako enostavne. Herodot govori o barbarih, piše o barbarih, z občudovanjem, to je čista poezija, kaj piše o barbarih. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje ali pa pričevanje, kako berete literaturo? Mogoče pa bi jaz vprašala, ker si zdaj vprašala, kako beremo literaturo. Če se osredotočim na stališče literature in prostora, še zmeraj je zelo pomembno, odkot je avtor, ne? A je to res tako zelo pomembno, ne? Odkot je avtor, ne? Da je prostor v literaturi odseva, ne? Literatura odseva prostor, ampak če pogledamo literarno življenje, je hkrati zelo, zelo pomembno še zmeraj, ne, odkot je avtor. Ne? Mogoče bi Marko tu lahko kaj pokomentiral. No pa, mislim... Jaz mislim, da je vse na neki globalni ravni, če smem samo toliko, ker sem se res s tem večkrat soočil. Se tiho vleče vseeno neka neokolonialna sled tudi v založništvu. Kar pomeni, da se tem našim barbarskim prostorom, ki so v bistvu vsi razen mogoče anglofonih, pripisuje pač določena funkcija, ki jo nema literatura. Literatura ne bo posrednica razumevanja za določen prostor, smo že pri prostoru. In avtori, ki prihajajo z nekega prostora, imajo v očeh drugih mnogokrat izključno legitimiteto pisati zgolj o tistih prostorih. Bom povedal, na lastni primer imam eno knjižico, se imenuje Berlin, sem napisal. In knjiga, ki je tudi precej potovala po svetu, ampak sem imel nekaj zelo neprijaznih pogovorov z založniki, z vidnimi založniškimi osebami iz Francije, Italije. So rekli, zakaj vi ne pišete v Ljubljani? Čemu? Mislim, vse vi niste tam. Vi ste tam živeli moče leto, dve, ampak zakaj vi pišete o tem? Ampak to slikuje, pač neko stanje stvari. Podobno je tudi v znanosti, ne? Tudi znanost je zanimiva z odkrivanje lokalnega, medtem ko tiste splošne teme so pa rezervirane za velike. Sami vrtički. No, ampak to mi je zelo... Tu je pravzaprav, ne nazadnje,
ali ti sam veš, v komparativistiki obstaja imagologija, ki se ukvarja ravno s tem, kako tujec vidi določen prostor. Ne? Tako da to, da ne želijo, mislim, da je to nekaj takega predlagajo, kaj bi rekel, to je samo odraz, ne vem, ozkosti njihove. Pragmatičnosti. Oni predpostavljajo, da publika tako deluje, tokrat tudi oni tako delujejo. Zdaj, če je ta njihova predpostavka pravilna, to so druge zadeve, ampak v njihovih očeh je to že komplicirano zdaj posredovati. Zakaj bi en Francoz ali pa en Anglež bral romane Gabriele Babnik, ki se ukvarjajo z medrastnim? Zakaj bi zdaj neka Slovenka govorila, kako je to, mislim, če sami konstruirajo ta narativ? Mislim, to so ti pristope, ki mogoče niso dostikrat glasno izgovoreni, ki pa so nenehno prisotni. Prostor je to masivno prisotne in s tem, ko se v zadnjih letih vseeno, bi rekel, interes v tujini za naš prostor zmanjšuje, že dolgo časa, da smo brez vojne, oziroma take cenične. Smo še toliko bolj skrčeni, reducirani zgolj na to, da pač to so te teme, ki jih zanimajo in ki so zelo lokalne, vezane na ta prostor. In s tem se nam na nek način odreka beseda prek katerikoli drugi teme, ki presega ta prostor. A v tem smislu potem mora Marko Sosič pisati samo o Trstu? O Trstu, ja. Držaški pisati. Srečo, da sem prebral bodisi Berlin kot Gabrielo Babnik, ta zadnji roman, in če bi bil založnik, bi rekel, da Aleš ne piše še potem še o Amsterdamu, pa ne vem o čem še, in Gabriela naj gre še v detalje te svoje zgodbe, ki so fascinantne, Zdaj, kako, torej fascinantno, ne govorim zdaj, da literatura je visoka, dobra literatura obeh knjig, visoka literatura, ki presega prostor sam po sebi, Jaz izhajam z tega prostora, presujem ta prostor, upam vseli, da odpiram vprašanja, ki presegajo prostor. Mislim, se ne trudim zdaj s tem, se ne trudim, da bom mednarodni, ampak se ukvarjam s človekom pač, zdaj mogoče ta izhaja z tega prostora, ampak si predstavljam, da vtegnem spregovoriti o nekaj stvari, ki se tičejo tudi drugega prostora. Mislim, po eni strani se to dotika tega vprašanja, kaj je slovenska literatura, se pravi, ali je vezana samo na jezik, ali na ta prostor. In zdaj, če nekdo reče, ja, me zanima slovenska literatura, se pravi, ga bo zanimal avtor, ki piše o tem prostoru. Z tega vidika, hočem reči, bi lahko razumeli ta koncept, ampak samo najbrž ni slovenska literatura, samo ta, ki piše o tem prostoru. Pa razumem, Ampak jaz mislim, da je to tudi izraz stanja, če lahko en intermezzo v založništvu. Zadnjih 15 let se založništvom ne ukvarjajo več intelektualci, ne ukvarjajo ljudje, ki sami berejo knjig. To je enako v Sloveniji, raznih izjem. Smo izjeme, tudi jaz sem brala vse svoje knjige. Ampak ne, v Sloveniji, če pogledate velika podjetja, 2 veliki podjetji, bom kar direktna, jih vodijo ljudje, ki ne berejo knjig. In tako je tudi v tujini. In zato je tak odgovor potem, ker potem gre to po hierarhiji navzdol. On je finančnik, on hoče 10% donosa na svoj finančni vložek. In se boji, da ker Aleš Štegar ni, ne vem, nek bestsellersko ime, ki piše v Berlinu, da ne bo s tem upravičil teh 10%. Žal je celo založništvo svetovno zelo prežeto s tem, da je vmesni člen dober urednik, dober izpadel. Intelektualec je izpadel pri odločitvah za knjige. In to je žal tudi pri nas malo tako, pa malo manj, v nemškem prostoru malo manj, ampak na ameriškem, anglosaškem pa popolnoma. Tam so samo še konglomerati, če hočete priti do konkretnih ljudi, razen spet izjem, govorimo o izjemah, ampak poglejte poplavo knjig, poglejte 2 milijona letno jih izide, koliko je teh izjem in koliko je tistega vsega drugega.
Tanja, tu imaš sigurno prav, ampak jaz mislim, da je še vseeno malo hujš. Ja, ker doskrat je dejansko tudi med tistimi, za katere človek vseeno domneva, da pa vseeno še bere, da so imajo neko informacijo intelektualno, je viden na nek način neka regresija na neke pozicije, ki so bile ravno v 19. stoletju. Se mogoče je to neka splošna tendenca tudi na drugih ravneh družbe. To, kar se nam dogaja v političnem smislu, kar se nam dogaja mogoče s pohodom nekih renacionalizacije, etc. Mislim, naenkrat smo spet vrženi na te neke zelo čudne okope, kjer absolutno nočeš biti pisatelj, nočeš biti tam, nočeš biti zveden na to, nočeš se tega ta način biti brat, ampak ni tvoje moči, da bi o tem odločili. Smo izčrpali. Jaz bi res nismo optimistično naravnani, ampak mislim, da bi bila prevelika konstrukcija, če bi bili preveč odmaknjeni od resničnosti, če bi bili bistveno drugače naravnani, se mi zdi. No. Ampak mi tukaj tudi zaključkov ponavadi ne delamo. Če bodo prišli kakšni zaključki na koncu projekta, vam bomo zelo hvaležni in seveda si nadejamo, da bi potem tudi mogoče kdo slišal, tisti, ki mora slišati kakšne od teh misli, ki smo jih pridobili tudi z vašo pomočjo. Jaz bi tu mogoče pravim, to ni zaključek, ampak da morda vendarle v enih takih spodbudnejših tonih zaključimo. Se mi zdi, da vseeno, tako ta vaša ustvarjalnost, kot ta kulturna podstat, o kateri si ti govoril, Aleš, se mi zdi, da nam daje neko še vedno osnovo, da lahko razmišljamo o slovenski skupnosti, ki ima tukaj potencial, ki je bila, torej skupnost literature, kulture, v tem ožjem pomenu tudi in naj bi spet bila, če mogoče trenutno malo manj ali kako. Tako da bomo vsi skupaj seveda priče temu razvoju. Jaz bi, preden se zahvalim našim gostom s tem enim drobnim knjižnim darilom, s katerim vedno se zahvalimo, bi še napovedala naslednje srečanje, ki bo že ta torek. In sicer smo govorili o identiteti navzven. Mi bomo ravno na tej okrogli mizi spregovorili o identiteti, torej o slovenski nacionalni identiteti med javno podobo in ustavo. Imeli bomo pa gosta dr. Mira Klineta, ki se ukvarja z brandom slovenske identitete, in dva pravnika, enega ustavnega pravnika, dr. Andraža Terška, in drugega, ki je pomorski pravnik, ampak je tudi mislec, dr. Marko Pavliha. Tako da ste lepo vabljeni naslednji torek, zdaj pa bi se zahvalila gostom. Ponavadi imamo personalizirana dela, ampak zdaj sem vas vzela kar v paketu kot ustvarjalce, napram, bom rekla, da drugi, v katerem sem vas videla, so pa zgodovinari, in sem rekla, njim bomo podarili, ko bodo delo, nimamo jih veliko, ampak nekaj imamo tudi del, ki so študije o književnosti. Vam pa dam seveda zgodovinsko čtivo, tako kar temeljno zgodovinsko knjigo, na katero smo totalno ponosni, seveda to je iz naše založbe, Anales, je pa to Pirjevčev zbornik. Se pravi, naš akademik in od njegovi 70-letnici so pač kolegi take temeljne študije objavili njemu čast in tako da vam pripada vsakemu eno. Se zahvalila, hvala lepa, res izjemno hvala za vse misli, kar en aplavz. Hvala lepa.
Aha, to nimaš Hvala lepa. svoje